Zagovorništvo, delovne skupine, stališčni dokumenti, ekskurzije, srečanja, to je le nekaj aktivnosti, ki jih za mlade kmete pripravlja Zveza slovenske podeželske mladine. Kaj vse še delamo, bo predstavila Doris Letina, vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Hvala lepa. Po tako celovitih in zelo nazornih predstavitev vseh ukrepov in pa seveda izjemni mislim gospe Katarine, za katere verjamem, da smo jih vsi lahko ponotranjili in nekako jih bomo z veseljem delili tudi naprej, bi ja želela zadnje trenutke izkoristiti za to, da vam predstavim, kaj so tiste ključne aktivnosti, ki jih pripravljamo za mlade kmete pri Zvezi slovenske podeželske mladine. Zdaj vse o naših aktivnostih, dogodkih lahko najdete na naši spletni strani, na ostalih nekako povezanih straneh. Osredotočila se bom pa na področje mladih kmetov in kmetijske politike in predvsem na to, zakaj je pomembno, da se temu pridružite oziroma da imate vsaj kdaj v mislih, da je potrebno, da ste s tem povezani. Torej, veliko nekako aktivnosti je bilo predstavljeno, veliko ukrepov in ravno to zagovorništvo, kar je že bilo izpostavljeno s strani mojih predhodnikov, je tisto, ki je zelo pomembno. Torej, da na koncu, kljub temu, da so začetki mogoče drugačni, kot so zamišljeni, da potem skupaj nekako prelevimo te potrebe iz njiv, iz štal, iz sadovnjakov in jih implementiramo v razne zakone in pa ostale zakonodaje ter predpise in pa seveda ukrepe. Torej, to je ključno, da si izpostavimo takšno kmetijsko okolje, ki ga bomo lahko kmetovali, ki ga želimo kmetovati in ki nam bo na koncu omogočalo to kakovostno življenje in pa sistem, ki mora biti delujoč. Torej, izvajamo razne spletne ankete, tudi izjemno dosti damo na te izjave za javnost, na srečanja med ne samo mladimi kmeti, ampak različnimi deležniki. Tu so še razne izobraževanja in pa informiranja. Pripravljamo veliko zadnje času spletnih izobraževanj, torej v živo, z različnimi tematikami, vezani na ukrepe kmetijske politike, vezane tudi širše na mogoče kakšne druge tematike, kot je bila tudi danes predstavljena. In pa še enkrat, izjemno pomembno je tudi sodelovanje z deležniki, ker kljub temu, da smo kmetje tisti, ki kmetujemo, smo povezani z zemljo, na koncu je vseeno potrošnik tisti, ki mora danes s svojim nakupom odločiti, kakšno kmetijstvo želi jutri imeti in pa seveda vsa kmetijska politika in pa vsi vi, ki pripravljate ukrepe, da lahko sploh pridemo do konca verige. Delovne skupine mladih kmetov nekako potekajo zelo celovito, torej ponavadi se zadnjih nekako leta in pa predvsem mesece dobivamo preko spleta, ker je lažje v večernih urah, se lahko zavlečejo tudi pozno v noč. Zdaj, tematike, na katere se srečujemo, trenutno zagotovo je zelo aktualna zakon za zaščito živali, potem masne bilance, kmetijska zemljišča so se zopet odprla, zelo aktivni smo bili na področju skupne kmetijske politike. Torej, vsi vi, ki vas interesira katera izmed tem, vsi tisti, ki bi mogoče želeli bolj aktivno sodelovati, ste izjemno lepo vabljeni, da se nam pridružite. Včasih se srečamo v živo, takrat so tudi ponavadi večja, drugače pa preko spleta, torej precej enostavno, velikokrat se kdo poveže za traktorja, za štale, tako da smo zelo fleksibilni. Zdaj, večkrat izpostavimo, da smo v tej naši štali skupaj, torej mi vsi smo nekako soodgovorni in pa na nas je ta pravica oziroma dolžnost, da opozorimo in poskušamo spremeniti vse to, kar je potrebno. Torej, kaj so stvari, ki jih je še potrebno, zagotovo dvojni standardi, ki izkrivljajo potencial razvoja kmetij. Tu smo opozarjali na to, da morajo biti standardi isti za naše kmete in pa za vse tisto, kar se uvozi. Zdaj, pravica do kmetovanja zadnje čase zelo prihaja v ospredje, torej ali kmet še sploh lahko kmetuje na svojih zemljiščih, glede na to, da so razne stvari, ki to onemogočajo. Zelo smo se osredotočali tudi na ravno to, da ozavestimo, kako pomembno je psihosocialno stanje posameznika tudi na kmetiji, da duševno zdravje ne sme biti tabu.
potem, da mora biti potrošnik ozaveščen, da mora vedeti, kaj je, torej, da mora biti informiranje transparentno, kar je izjemno ključno, da je potrebno vlagati v kmetije, v trajnostni razvoj kmetij, v vseh 3 vidikih trajnosti, torej ne samo okoljski, za katero cel čas nekako izpostavljamo, ampak tudi ekonomsko in pa socialno, in pa seveda tudi, da smo kmetje tu v tej zgodbi tisti, ki ščitimo habitate in pa biodiverziteto. Kakšni so izzivi, najbrž ne rabim razlagati, zagotovo niti vsi niso našteti. Tu smo tudi naslovili ta trgovinski sporazum, ki omogoča nekako vpeljavo dvojnih standardov. Smo nekako k sodelovanju oziroma k podpisu povabili vse ostale relevantne deležnike, ki delujejo na področju kmetijstva v Sloveniji, ne samo na področju kmetijstva, smo šli tudi malo širše. Zdaj, kakšne so priložnosti, jih je tudi kar veliko. Slišali smo izjemno zgodbo kmetije, ki je uspela zagotoviti to, da več družinskih članov našlo svojo prihodnost in pa seveda, da se to razvija kot kmetija in pa tudi kot posamezniki. Zdaj, tudi te priložnosti ste vabljeni, da se pridružite na delovnih skupinah ali pa na kakšnih drugih srečanjih, kjer jih razvijamo in pa oblikujemo stališča in potem vedno ta stališča na koncu predstavimo ključnim deležnikom. Zagotovo je vedno naš naslovnik Ministrstvo za kmetijstvo in pa seveda vsi ostali relevantni odločevalci. Imamo tudi veliko možnosti, da mladi grejo v tujino, torej smo člani 3 organizacij, mednarodnih organizacij, Evropske podeželske mladine, Evropskega sveta mladih kmetov in pa mednarodnih izmenjav mladih kmetov. To je samo nekako utrinek iz ene izmed delavnic, ki jo pripravljamo. Tukaj smo iskali odgovore na to, kako bi moglo biti strukturirano, kdo je aktivni kmet in kako je s tem povezano prejemanje plačil. Zdaj v teku je naš nekako projekt Inovativni mladi kmet, katerega končni izbor bo oktobra, torej tu pa želimo izpostaviti to inovativnost kmetij, ki je kar veliko. Akcijski načrt dela z mladimi kmeti pripravljamo skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico in pa Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zdaj prejšnji je bil podpisan in se izteka, zato bo letos podpisan nov. Tu so ključne stvari, ki jih izpostavljamo, torej različne akcije, ki jih je potrebno izvesti, da pridemo od mladega kmeta do skrbnega gospodarja. Osredotočili smo se na 4 stebre, in sicer formalna vzgoja in izobraževanje, kjer se osredotočamo na otroke, torej že v vrtcu je potrebno začeti informirati in ozaveščati. Potem opolnomočenje mladega kmeta, torej da mlademu kmetu damo vse potrebno znanje, možnosti sodelovanja, da se lahko razvija. Podporno okolje, kjer so ključne seveda vse institucije, na čelu z državnimi, in pa potem informiranje in ozaveščanje, torej tudi širše potrošnika, da na koncu prepozna to vrednost ne samo hrane, ki jo kmet pridela, ampak vseh ostalih funkcij, ki jih izvaja in so mnogokrat v ozadju. Imamo še veliko drugih projektov in pa seveda ostalih dogodkov, za katere ste izjemno lepo vabljeni, da se jim kdaj pridružite. Lani smo izvajali projekt Previdno v gozdu, kjer smo ozaveščali o nevarnosti dela pri delu v gozdu in dela z motorno žago in pa o tem, kako psihosocialno stanje vpliva na storilnost. Nemoč podeželja, torej ta duševno zdravje in pa kakovost življenja na podeželju. Glavni cilj je bil omiliti družbeno stigmo o duševnem zdravju na podeželju, tudi tu znotraj KGZS smo uspeli, da se je vzpostavil oddelek, ki se ukvarja s psihosocialno podporo kmetu. Projekt Tera, ki je trenutno aktualen in se ukvarja z enakostjo spolov na podeželju in pa seveda uravnoteženostjo poklicnega in zasebnega življenja. Zdaj, tu so še nekateri ostali zelo izpostavljeni projekti, ki jih izvajamo, in pa seveda teh je veliko več, zato vas zelo lepo vabim, če imate kakšno vprašanje, da se obrnete na nas. Zelo dostopni smo tudi, če imate kakšna specifična vprašanja, jih potem vedno posredujemo na tiste prave nekako ljudi, da dobite čim hitreje odgovore na svoje vprašanje in pa mogoče rešitev problemov.
To je bilo na kratko, ampak če bo še kakšno vprašanje, smo dosegljivi, torej kadarkoli. V zaključku tega dogodka se iskreno zahvaljujemo vsem prisotnim, ki ste svojo udeležbo doprinesli k uspešnosti današnje predstavitve. Mladi kmetje in mlade kmetice ste ključni gradniki prihodnosti naše kmetijske skupnosti ter nosilci svežih idej in inovacij, ki bodo oblikovali razvoj našega sektorja. Vaša zagnanost, predanost ter vizija so temeljne za zagotavljanje varne in trajnostne preskrbe s hrano ter za ohranjanje vitalnega podeželskega okolja. Zahvaljujemo se vsem govorcem in strokovnjakom, ki so svoje znanje in izkušnje delili z nami. Prav tako se zahvaljujem organizatorjem tega dogodka ter partnerju Mreže za podeželje. Smo na začetku novega poglavja, ki zahteva skupno delo in sodelovanje. Upamo, da ste danes pridobili dragocene vpoglede, ki vas bodo spodbudili k nadaljnjemu razvoju vaših kmetijskih dejavnosti. Naj vaša strast, predanost in inovativnost naredijo svetlo prihodnost za vas in za naše kmetijsko okolje. Srečno!